ko se lotimo teka, se ne poračimo z njim za prvo, ampak se spogledujemo z njim, se malo dotaknemo rahlo in v bistvu po ščepcih nekako prepujemo v sebi tekače. Danes je najboljši dan za to, da začneš pomalem, nežno, prijazno do sebe, neguješ se s tekom, ne pa matraš, ampak tek ti pomaga, da boš mogoče postala še mičkeno boljša različica samega sebe. Urban in Jasmina, pozdravljena, dobrodošla v 32. epizodi podcasta. Živijo, kako sta? Živijo, Marko! Ja, dobra volja že na vse zgodi. Hvala vam za čas, za vajino dobro voljo, verjamem, da bo tole super pogovor, ampak da let prebijemo začetek, sta danes že tekla? Seveda. In to v šolo. Z otroki sklepam. Ampak je bilo pa hitro. Ker teta mali, se veš, to se požene. V šolo hodimo namreč čez Ljubljanski grad in sicer ta gozdnati del. In seveda, ker se vedno mudi, pa ker otroci ne radi hodijo počasi, raje tečejo. Si mi oba uprtava, jaz roza na hrbtnik, Urban moder, kot se spodobi, in ga pičimo. Tako da smo bili pravočasni. Ja, bravo. No, zdaj ste mi odgovorili že na par vprašanj, ampak do tja še pridemo, ker hočem tole še malo razdelati glede otrok. Ampak zato, da naše drago poslušalstvo in gledalstvo zastavi v tole epizodo tako, kot se spodobi, pa da sem jaz kot pravi gostitelj, tudi cenjena gosta pravilno predstavim, če dovolita. Urban Praprotnik na levi strani je profesor športne vzgoje in najbolj znani tekaški trener v Sloveniji, vodja delavnic teka in zdravega gibanja, pisec člankov, motivator in predavatelj, je avtor priročnika Tekaški trener pot do uspeha v mladosti, odličen atlet, kasneje pa trener atletov, sedaj pa predvsem predan rekreaciji in teku. Z ženo Jasmino vodita Urbane tekače, druščino rekreativcev in gibalcev iz vse Slovenije. Za njih organizirata tekaške treninge, tekaška popotovanja in tekaške tabore po Sloveniji in po tujini. Imata 4 otroke, ki jim privzgajata ljubezen do gibanja, teka in pozitivnega odnosa do življenja. Magistra antropologije, publicistka in predavateljica o zdravem življenju je Jasmina Kozina Praprotnik, tudi avtorica 2 odmevnih tekaških knjig o legendarnih tekačicah Heleni Žigon in Kazimirji Lužnik. To so glavni poudarki, spoštovana, lahko me pa še dopolnita, če sem kaj bistvenega pozabil. Pa sej midva sva za poročiti. Mislim, če se do zdaj ne bi se pa zdaj mogla, ja, tako. A lahko se pa še enkrat, se boste imela kakšno obletnico počasi? Je treba, ja, zlata poroka bo kmalu. A veš, kako je izgledala najina poroka? Aha, no, A si zasledil? Zasledil sem fotke, ampak da slišam iz prve roke. Kot filmček. Ja, tekli smo. Ja, kaj pak. Ja. Dajmo eno reči o koronskem času, pač sladko kizlo obdobje, kakorkoli hočemo temu reči. V primežu te pandemije smo že 1 leto cel kup omejitev, je bilo tam zunaj. Ampak, tudi priložnosti so bile, eno od teh si zgrabil ti Urban in namesto treningov v živo začel snemati zvočne treninge in praktično res navlekel ljudi, postali so svojevrstna uspešnica. Kaj bi lahko rekel ob tem? Ja, da sem vesel, da sem se na to spomnil. V resnici sem o tem razmišljal že kar nekaj časa prej. Pa ta ostani doma zgodbica se zgodila pred 1 letom in sem rekel, evo, zdaj čas, zdaj imam tudi jaz čas, da to naredim, ker ti v bistvu v običajnem delovnem ritmu je redko kdaj v bistvu priložnost, da grem sam na tek in se posnamem, kajti ko se snemam te zvočne treninge, je zelo težko, da imam še druge tekače ob sebi, ker se posvetim tistim, ki jim govorim. Tako. Je ena druga način, možgani drugače deluje. Sem probal tudi potem, ko se je odprlo, še par treningov posnet kar v skupini, pa sem videl, da ne gre. Tako da ja. In te zvočni treningi, glih danes sva srečala eno
ki je pred kratkim začela, pa je rekla, točno to je rabila, ker nikoli je želela imeti družbo, pa nikoli ima ta kurnik, da ne more se nekako vklopiti v neke skupine in rekla, evo, tukaj je pa moja družba in neka navodila iz spodbude in tako. In žametni glas Urbana pravi. Zelo glasen glas. Kako to zgleda, ko snema? Teče, telovadi in predava, kot da okoli njega 20 ljudi je pa sam, tako da vse so se že navadila, da mi moji doči gledajo in poskušajo razumeti, pač fant ima trening zase, ampak rabi veliko spodbude, drugače pa. Še meni, ko samo opazujem, je zelo simpatično. No, zdaj, ideja se proži kar sama, da ti zdaj to posnameš, še Semina, in pol daš to na YouTube še za tiste, ki bi to gledali, kako zgleda. Ja. Backstage. Malo je ironije v vsem tem, no tudi tej koroni nasploh, kaj še 2 leti nazaj, pa tudi da sta že sodelovala v eni akciji 2019, akcija Ustavi se, pa vsi smo takrat govorili, to je bil čas totalne konjunkture, vse se je dogajalo, vse je šlo na hitro, vsega je bilo preveč na en način, premalo pa časa oziroma tega samozavedanja, kako s tem časom pravilno upravljati. No in potem nam takole čez noč nek virus da to možnost, ustavili smo se mogli, posili razmer, ampak smo znali izkoristiti zdaj to možnost, ali smo v tem videli samo probleme, kaj vidva menita? Ja, različno, eni so znali zelo izkoristiti, eni imajo dejansko hude probleme, situacija je res huda, ampak v tej hudi situaciji se zna pa tudi, smo se obrnili proti naravi, mnogi so začeli za ure in ure hoditi v naravo in spoznati, da je to neka vrednota, da je to fajn, da je to zelo koristno, tako da so plusi in minusi, In jih res v bistvu različno izkoriščamo, glede na okoliščine, osebne okoliščine, ki jih vsak ima v bistvu in ki jih težko spremeni, ampak vseeno je moja osebna filozofija je, ko gledaš, glej na boljši način, da boš videl boljše poti tudi. Ne samo tla, ker potem ne vidimo naprej. No, in te bo tle zanimivo. Še ena stvar je prinesla pač tale korona, karanteno in tako naprej. Delo se je preselilo domov, se pravi, zdaj smo bili kar naenkrat 24 ur na dan, vsi skupaj doma. Tudi tisti, ki tega prej niso prakticirali, so pač imeli svoje službe, druge obveznosti. Marsikdo je te, družinske in ostale odnose izumljal na novo. Ni bilo tako lahko, marsikdo ima težave s tem. Vidva sta pa, partnerja v zasebnem in poslovnem življenju že dolgo časa. A sta vidva tudi morda zaznala, da je bilo kaj drugače, a sta pač s tem znala že prej funkcionirati in občutek neke klaustrofobičnosti, ujetosti, negotovosti ni bilo pri vama toliko zaznati? Ne, res ne, Marko. Smo kar navajena drug na druga. Malo smo se mogli navaditi, da smo 24 ur na dan z otroci, ampak to smo z lahkoto, ker smo res vzeli čas in ta ostani doma smo vzeli kot ostani doma, plus v gozdu. Ostani smo tam takrat, ko je bilo najhujš, bili tudi po 5 ur v gozdu in to na vse deluje psihično in fizično tako dobro, da je bilo to sožitje prav lušno. No, v resnici smo se mi kar lušno imeli. Zelo lušno in če pa smo slučajno kakšen dan res nismo šli zares toliko intenzivno ven, se je pa to poznali v počutju. Tako da je res bilo prav, čutili smo zvečer, če smo, pa tudi čez dan, če smo šli ven, in otroci, takrat so bila tudi eno leto nazaj, so bila igrišča zaprta. In noben problem, v gozdu je toliko stvari, ki jih otroci sami znajdejo in se igrajo in ni, Narava zdravi in popravi. Naslov ene knjige, ampak je res. Ja, rešitev ima visoka drevesa in zeleno je. In če kdo na svetu bi lahko rekel, imamo Slovenci ta privilegij, da praktično skoraj vsi živimo sred Gmajne, a ni tako? Skoraj da, no. Ali pa imamo dostop do nje. Celo mi, ker smo v centru Ljubljane, imamo čisto blizu do gozda. No, marsikdo je to ugotovil,
Ampak, če že toliko menjamo otroke, se mi utrnila na misel, z marsikaterim gostom sem že govoril, pa tudi nasploh, sej v javnosti je ta tema zdaj vroča. Ne? Korona, gibalne sposobnosti otrok, ki so se zmanjšale in tako naprej in tako nazaj. Ne? Ampak pri vama, pri vajnih otrokih tega ni opaziti, še več vi snemate za Mercator, za tiste lumpije, filmčke o gibanju otrok, otroci delajo mnogo stvari, športnih, gibalnih in tako naprej. No, ker tudi vsi ostali na epidemijo ne moramo vplivati, lahko pa vplivamo na gibanje naših otrok. Smo vplivali dovolj morda, če smo že pri debati o gibalnih sposobnostih otrok? Mislim, da je ta slogan ali pa razmišljanje, ko nam omejujejo gibanje, tega ne smemo preveč dobesedno vzeti. Ne se gibati. Ravno zdaj je v bistvu čas, da razmišljamo če se zaradi zdravja ostajamo nekako, da se ne približujemo drugim, je pa prav gotovo čas, da razmišljamo o zdravju in v bistvu tudi o nenadomestljivosti gibanja v naravi, če kar skupaj damo, in ravno, če hodimo in tečemo, najlažje pridemo do narave, ne samo do gozda kot narave, ampak tudi do lastne narave. In če to damo tudi na otroke, je v bistvu, veliko otrok v bistvu se to osnovno gibanje opravi zato, ker imajo pot v šolo, pot nazaj, pa otroci v družbi ne znajo biti primer. Redko kdaj, sploh mlajši. Ko so pa doma, takole pred televizijo ali pa karkoli, pa človek kar verjetno otopi in okameni. In potem se v bistvu to, kar so lansko leto tudi že izmerili, da se je po tistem pomladanskem zaprtju se je res gibalne zmožnosti, predvsem pa tudi debelost otrok oziroma odvečna telesna teža zelo povečala in nikoli še v zgodovini Slovenije ni bilo še takega odstotka prekomerno težkih otrok, kot je prav zdaj. Tako da očitno je za večino otrok res to nažalost delovalo preveč pasivno in da starši moramo bolj odgovorno se lotiti vzgoje. In to ne z besedami, ampak z zgledi, ker zgledi vlečajo in če starš doma in reče otroku, pejt ven telovadi, to ne bo šlo, ne? Samo če greš skupaj. In ker je zdaj ta poseben čas ena priložnost, da svoj prosti čas dvignemo na en višji nivo, ker nam mnogo stvari odpade, razni trgovski centri in tako naprej, in lahko razmislimo in ugotavljamo, kaj nam res paše koristi, po čem se zvečer počutimo dobro. Je tudi priložnost, da se spoznamo, veliki in majhni. Se tudi že otroci čutijo. Tako, mi imamo možnost, da gremo v šolo ali skozi gozd ali skozi mesto. Ampak ugotavljamo mi vsi, kako, če gremo skozi gozd domov, smo bolj pomirjeni. Ko greš skozi mesto, je toliko impulzov, toliko vsega, da si malo tako načet lahko. Tako da je korona kot čas za ugotavljanje, kaj je tisto, kar v življenju šteje, nas pomirja in osrečuje. Se pravi, če jo prav razumem, ven je treba iti in s tem je narejen tisti glaven korak, recimo, da se potem vse možnosti gibanja odprejo. Zadnjič smo imeli tudi eno kratko debato s fanti, vsi se že pogovarjamo, kako bomo telovadili čez zimo, da bomo tudi drugače fit, ne samo tekaško, ampak se zlepa ne spravimo. In prišli smo do tega, da tudi če je zunaj -15, če te zebe, ko psa, raje greš ven za 2 uri trpeti na tisti mraz, kot pa noter 10 minut delati počepe v toplem domu. In je res lažje. Pa kdo ne bi razumel, kako je tisto lažje kot pa to. Kontrolirano okolje, vse imaš pa roki, hrano, pijačo, ni da ni, ampak res. Mislim, da smo samo tekači taki, smo ljudje nasploh taki. Ko greš ven, te zbudi, si malo na adrenalinu, vidiš, začutiš življenje, zadihaš. Če si doma, se lahko, ampak se vzunaj dosti lažje napolniš svoja pljuča, začutiš to življenje, ki je tu. Tako da cona udobja je v bistvu tudi prostorsko lahko določena na ta način. Ja, in cona udobja je, velikokrat se motiviramo ali pa motivirajo vrhunski ali pa tudi rekreativni športniki, kakor fuck the comfort zone. In je to, lahko rečeš, cona udobja je nekaj slabega.
Pa jaz mislim, da nasprotno. Mi moramo na cono obdobja pogledati širše. Torej, ni cona obdobja samo počitek, pa hrana, pa ta fotelj, naprimer, ampak razširimo to cono obdobja, razširimo jo na to, da si vzunaj, da tudi se potrudiš. Ni samo počitek tista nagrada, tudi to, da se znaš potruditi, zadihati in potem še toliko bolj uživaš v počitku. Tako da je to ta širimo cono obdobja, poglabljajmo jo in to je tisto, kar mislim, da je ključno pri ljudeh, ki se znamo redno gibati, je to, da smo se naučili uživati v tem. To je ključno. Pa da neko zgodbo si pri tem pač ustvarjamo, smisel, ključen smisel. In da je tudi -15 v redu, ne? Ja. Da je to tek z dodano vrednostjo. To bravo. To mi všeč, redefinicija pojma cona obdobja. Da spet cona obdobja ni nekaj, kar pomeni ležanje na kavču in basanje s čipsom, ampak je cona obdobja. In tle smo imeli, jaz sem enkrat pisal tudi en članek na to temo, marsikakšen ultraš ali pa ultratekač, ki res ogromno teče, njemu je tek cona obdobja in takrat, ko ne teče, se slabo počuti. Zdaj pa je to za njega slabo. On pravi, da ne. In torej njegova cona obdobja prav gotovo na njega, pa njegov psihofizični ustroj ne vpliva negativno. Tako da všeč mi je ta definicija, razširimo cono obdobja, naredimo jo pozitivno. Pol kavč še slajši. Kavč je fajn, ampak ko prideš iz -15 in si se nadihal, kako dober je pol, ne? Tisti je prava stvar, tako. To je to. Preden se poglobim večkrat vajno v pestro zgodovino, samo še ena manjša misel, morda tle okrog otrok, to mi je pa kolega Peter, ki se je veliko pogovarjal okrog tega, rekel, vprašaj Urbana, njegovo mnenje, namreč danes je, tudi pri otrokih, pa rečemo še pred to pandemijo, bilo veliko tudi športnih pomagal, recimo neki poganjavčki kolesa, skiro in tako naprej. Otroke se navaja na čim več pomagal, manj pa tečejo, se lovijo, plezajo, skačejo in tako naprej. Ali morda ta pomagala, vsako gibanje, bomo rekli, v tem času je super gibanje, ampak ali so ta pomagala mogoče tudi neka bergla, pa bi bilo bolje otroke navajati na čisto preprosto, tek, laufanje za drugim, lovljenje in tako naprej. Absolutno. Ampak seveda se ta pomagala prodajajo in starši tudi v želji po tem, da otrok ima čim več stvari, da ne bo prikrajšan, mu pomagamo, v bistvu včasih celo prehitevamo njegove želje. In poganjavček, skiro je nekaj tazga, kar v bistvu, dajmo razmišljati malo takole. Jaz rečem, človek nujno potrebuje vitamin O. Vitamin O je vitamin obremenitev. Te obremenitve je zelo zanimivo, ker se jaz ukvarjam tudi z naravno nego hrbtenice in zdravilnimi učinki gibanja, je v bistvu te obremenitve, torej jih človek rabi. Ampak najboljše obremenitve, ki deluje tudi zelo na nek način, da nas uravnotežijo v moči, v gibljivosti, dosežemo z naravnimi gibanji. In osnovno naravno gibanje premikanja po prostoru naprej je v bistvu hoja in tek. In hoja se je zgodila približno 5 milijonov let nazaj, tek se nam je vpletel evolucijsko približno 2 milijona let nazaj, kolo pa zadnjih dobrih 100 let. In če imamo to 2 milijona let tudi teka, 5 milijonov let tudi hoje, torej kdor teče, mora nujno tudi hoditi, ne smemo te pozabiti, zdaj bom sam tekel, je pa to, kolesarimo seveda, kolesarjenje je super prevozno sredstvo, če je na mesto avtomobila. Če pa na mesto zaradi tega, ker pa bo otrok na poganjavčku, ker ima tokrat poganjavček in je spret na poganjavčku, zaradi tega bistveno manj teku, bo v bistvu izgubljal pomembne obremenitve za stopalo, za hrbtenico, za čvrstost medenice, kolčnega sklepa, kolena, in moči stopala naprej. In tudi koordinacija v bistvu teka je, se nam zdi hoja pa tek tako zelo preprosta, ampak pa rečemo, kolo je težji. Težji je zaradi enega, ker je nekaj novega, ampak glede delovanja celega telesa je hoja in tek sta bistveno bolj celostna. In je to fajn, da
da nekako znamo te pomagala malo preudarno vplest, v bistvu tako ne kar tako napolno, tako kar marsikaj. In mogoče, a se spomniš, ti si mogoče shodil najprej v Hojci. Tudi jaz sem bil še tisto obdobje, ko so bile še Hojce za dojenčke. Mislim, da ne, moram pa mati vprašati, ampak mislim, da v teh naših koncih tega k sreči ni bilo, ampak te Hojce... Niste bili tako napredni. Sreči smo z vasi doma in te novotarije niso prišle do nas, dokaj nismo odrasli. Ja. No, Hojca je ena stvar, ko bi rekel, ja super, otrok se navadi hoditi, a ne? Pač je razbremenjen svoje telesne teže, ki sedi znotraj tega sedala in vadi hojo. Ampak se hoja nima težav z močjo, da bi bilo to gibanje tudi problematično. Osnova je moč pa ravnotežje, ki ga pa vadiš takrat, ko stojiš na svojih nogah in loviš ravnotežje, ne takrat, ko ga ne loviš in nimaš teže. Tako da je takšen pogled v bistvu in pot v vrtec in šolo je fajn, da je peš, če le mogoče. Če pa je daljša razdalja, pa je boljš, da je s kolesom, kot da je z avtom. Spet, zelo lepo povedano. Spet smo naredili znanost iz nečesa. Iz otroškega gibanja smo naredili tako znanost, pa v bistvu to, kot vidva pravite, je tako enostavno in tako preprosto. Ampak, če to kdaj komu poveš, ti kdo skoraj ne verjame, ne, čak malo, ne. Zakaj so pa zunaj vsi ti gibalni znanstveniki izumili vsa ta pomagala? Sigurno so boljša, kot čist navadna hoja ali pa tek. Ja. Ne more biti. Je boljše, zanimivo, če mi smo malo pristranski, ne? Res je, govorimo o teku, ampak sej nismo mi izbrali teka, sej ga je narava izbrala. Sej je skozi evolucijo je narava človeku nekako ugradila to zmožnost, da hodimo na dveh nogah in tudi tečemo. In skozi to smo v bistvu zdaj mi mogoče na novo spoznavamo pomen teh gibanj, ki so bila od nekdaj zelo popularna. Danes bo nekdo rekel, ja, tek je postal v zadnjih 10-20 letih zelo popularen. Popularen je bil včasih, ker ni bilo druge možnosti, ker ni bilo vlaka, avtomobilov in vseh drugih stvari, kolesa. In to ni tako dolgo nazaj. Dobrih 200 let nazaj v bistvu so vsi tekli, ki so lahko tekli. Danes pa ne tečejo vsi, ampak teče le peščica tisti, ki si želijo teči. In to je tisto, kar moramo prebujati v sebi, to željo po stiku z naravo lastnega telesa. No, Urban, če so že pri tem, ko si pa ti začel s tekom? Vem, da si nekje rekel, ali pa že večkrat v intervjujih, da tečeš od rojstva, skoraj da, ne, ko si se naučil hoditi in teči, si postal tekač na način, ampak vseeno, potem si odkril atletiko, v mladosti bil perspektiven atlet, je bilo to, se pravi, so te drugi našli, si sam to ljubezen v teku našel, je bilo to rivalstvo z bratom, potem si šel v vode, trenerske vode in tako naprej. Kako, recimo, čist plastično ali pa na kratko, kako si se ti znašel v tej resnem športu takrat? Si bil talentiran? Ja, na srečo, no, ta resnost je stvar za predebatirati, kaj je resno, pa kaj je resnično. Da sem vesel, da sem zelo malo v resnem športu in v bistvu bolj se trudim biti resničen v tem gibanju športu, če tako rečemo. V bistvu je bilo, mislim, da sem bil star 5. razred osnovne šole, imam 3 leta starejšega brata, on je bil zelo nadarjen za atletiko in je treniral. In jaz sem seveda treniral z njim. Bilo je 1. avgust, popoldan je rekel, jaz grem na tek, pejte Urban z menoj in jaz sem seveda šel z njim, sva tekla in ujame naju popoldanska nevihta. Tako močno je začel deževati, da sem v bistvu prvič v življenju sploh izkusil nevihto v naravi in da se nisem ustavil in hitro tekel nazaj, ampak sva šla naprej, sva rekla, kaj čva, greva naprej, bo že minilo. In tečeva in kapla vse povsod, odbijajo se kaplje od tal. In potem tečeva naprej, nevihta se preneha po približno pol ure ali pa še prej in posije tako močno popoldansko sonce in tečeva ravno čez travnik in v tistem kapljicah, ki so bili na travah, so se kar blisketali. In jaz sem takrat to doživel prvič v bistvu ta prvinskost narave in sem rekel, wow, kako je to fajn. In v bistvu velikokrat se spomnim, ko tu tečem v mrazu, vetru in tako, kako je fajn, da mi
ravno ta tek omogoča, da sem jaz tukaj in zdaj in da čutim ta prostor, to dogajanje, ki ga sicer ne bi, kajti sicer človek v bistvu gre v naravo, takrat, ko je sonce in vse nekako približno po pravilih lepega vremena. Ko pa vemo, da je lepo vreme predvsem to, kako mi stvari gledamo in se skisa vreme v naših glavah, ne pa na nebu. No, pa vendarle, kot mlad atlet, si imel morda kakšnega, poleg svojega brata, tekaškega ali pa atletskega vzornika, po katerem si se hotel zgledovati, ali pač ne? Niti ne. Sem imel v bistvu bolj težave v začetkih ukvarjanja z atletiko to, da jaz sem zelo rad tekel in sem zelo rad treniral, v tem sem dejansko užival najbolj. Ko so bila pa tekmovanja, je pa bilo mene tako strah, da sem kar zamrznil nekako v sebi noter. In sem v bistvu, nisem v tem nikakor užival in sem tudi za približno 1 leto, takrat mislim, da je to bilo pa 8. razred osnovne šole, prekinil z rednimi treningi, ker sem rekel, jaz si ne grem tega, me preveč nisem užival, torej me je odbijala ta tekmovalnost. Potem sem pa na novo se vključil v treninge, ampak takrat sem si rekel, jaz ne bom tekmoval z nikomer. Jaz hočem trenirati, biti dober, biti čim boljši, drugi so mi za spodbudo, da sem jaz čim boljši lahko, ko tečemo, ko tekmujemo, mi ni cilj, da ga prehitim, ampak da mi on pomaga, da sem jaz hitrejši in v bistvu v času srednje šole naprej sem zares začel uživati v tem, tudi vrhunski atletiki, na nek način vrhunski, dokor sem prišel do reprezentance, naprimer mladinske, in tako. No, in pa si to filozofijo najbrž nesel s sabo, tudi ko si bil sam profesionalni trener atletov, ampak tukaj si rekel, sta se potem 2 svetova srečala in ti si pa izbral drugega, ker si odkril, da je preveč tekmovalnosti morda, da tega tvojega koncepta ne dojemajo na ta način, oziroma se ti ne najdeš v tej ultra tekmovalni sceni. Tudi kot trener. Bolj jaz se ne najdem, kajti seveda je atletika tekmovalna, nesmiselno bi bilo, da bi rekli, na tekmah ne bomo tekmovali. Seveda tekmujemo, ampak jaz osebno sem kot trener, nisem čutil tega notranjega žara po tekmovalnosti, ko bi jo mogoče krijo nekdo drug in v tem dejansko osebnostno zelo se v bistvu raste znotraj tega. Jaz sem dejansko vzgojen kot rekreativc, kot netekmovalen, namreč imeti 3 leta starejšega brata je neka posebnost. Z njim si hočeš biti skozi z njim in sem dejansko bil skozi z njim. On je bil izjemno tekmovalen in tudi uspešen in kaj je to pomenilo, da sem jaz neprestano skozi, odkar vem zase, tekmoval z njim, ampak vedno bil poražen. Ampak teh porazov jaz nisem jemal nikakor ne kot kaj slabega, ampak kot del igre. Zato jaz dejansko težko, ko imamo kdaj kakšno tekmo, ko si jo zadamo, jaz zelo hitro rečem, daj kar 5 naprej. Me ne potegne torej ta stvar. V sebi nimam tega očitno od mladosti naprej. Pa neči narobe s tem, ne? No, kaj pa Jasmina, kaj pa ti si bila tudi potencialna, oziroma zelo, zelo dobra perspektivna atletinja kot mladinka in si tudi tekmovala, potovala in tako naprej, trenirala. Ja. Ne toliko zelo zares, bom povedala. Aha, tudi ne, okej. 12 leta sem plavala v Piranu. V plavalni šoli Biser Piran, lušno je bilo, vsak dan smo plavali. To je malo ratalo preveč, ne? No in takrat pri 11 sem pa začela teči. In hodila sem v italijansko osnovno šolo v Piranu in smo imeli tam enega tazga zelo simpatičnega profesorja, ki je bil karakterno silno podoben Urbanu in je nekako nas bral ene take otroke okoli sebe, enih 8, 4 punce, 4 fantje in nas je začel trenirati, tudi vsak dan. Ampak to so bili taki sproščeni treningi, nič na stadionu, ampak enostavno smo iz Pirana tekli na Beli križ, pa v Strunjan, pa v Fieso, pa potem tam par krogov, pa še par šprintov po stopnicah, tam da se je nabralo med 10-15 kilometrov, ampak iz tega nismo delali ne vem kakšne zgodbe, pač malo tečemo, to je bilo vse.
Ampak, ker smo to počeli vsak dan, se je potem to tudi malo poznalo. In ker sem bila torej del italijanske skupnosti v Sloveniji in italijanska skupnost pa v Jugoslaviji se je imela svoja tekmovanja, zato da smo potem lahko šli tekmovati v Italijo. Sem pol na teh takih torej, tekmovanjih, kjer je torej bila manjšinska tekmovanja so to bila, ne? In tam sem se lahko izkazala, ampak v resnici ne zato, ker je bila jaz tako zelo dobra, ampak ker je bila konkurenca, rečemo, prijazna. Tako da sem potem šla tudi dvakrat na italijansko državno prvenstvo, enkrat v Rim, pa enkrat v Kalabrijo, v peto Italije. Tekmovali smo pa, ker ni bilo tudi torej nas veliko v vseh možnih disciplinah, ampak predvsem pa na dolge proge. Ta profesor nas je vsako nedeljo vozil to skupinico otrok, v enem avtu on, v drugem avtu žena, vsak nekaj in smo šli vse te lokalne teke po bližnjih italijanskih mestih in vasicah, kjer so prirejali razne take teke čez drn in strn, ampak dolge, tudi 20 kilometrov. No in to nekako sem sprejela kot eno normalen način preživljanja prostega časa. Tudi nisem imela nobenega idola atletskega ali pa karkoli, da bi razmišljala, da bom kdaj kaj z mene, ampak to je tako, kot običajen hobi. In potem sredi gimnazije se je to seveda nekako malo nehalo, takrat sem se malo ulenila, ampak vedno sem pa ohranjala eno tekaško formo, vedno se mi je zdelo nujo, da sem sposobna, da moram ostati sposobna preteči 10-20 kilometrov, tudi če ne treniram prav zagreto, vse do leta 2005, ko sem srečala njega, on ste kriv. In jaz sem jo, namreč to je bilo pa ravno en dan po Ljubljanskem maratonu. Jaz sem bil, pa moj brat, pa še bratran, smo šli v Atlantis v savno. Po maratonu smo si to privoščili, smo rekli, danes je pa čas za tako stvar. In regeneracijo. In na 100 stopinjah vstopijo 3 lušne punce in jaz sem bil popolnoma prepričan, da so to te 3 punce bile na maratonu. In ker sem drugače sramežljiv, ampak sem kar izstrelil, 3 ste pa včeraj tudi prav gotovo tekle na maratonu. In jaz sem rekla, hec je bil, da jaz sem šla dan prej gledati maraton in samo gledati in se mi je zgodil moment, ko gledaš med publiko in ti pride misel, pa zakaj jaz samo gledam? A z mojimi nogami kaj ni v redu? Zakaj nisem na drugi strani te vrvi? No in potem naslednji dan srečam tega lepotca, ki mi postavi to vprašanje, ki me še bolj šokira in mu trenutku rečem, nisem bila, priznam, ampak naslednje leto pa grem, odločitev je padla, pripravljena sem bila, da začnem trenirati kar takoj. Ampak vseeno, si bila kar hard to get, kot se temu reče, a drži urbana legenda, kakšna lepa besedna igra, a drži urbana legenda, da je Urban svoje urbane tekače zasnoval tudi zaradi tega, da bi bil bliže tebi oziroma da bi te večkrat zvabil na tek. Ja, to v bistvu urbanih tekačev ne bi bilo, če ne bi bilo Jasmine. Bravo. Ona je tista, se pravi, je krivka za to, da je danes, bo rekel, ta druščina najbolj popularno tekaško društvo v Sloveniji. Ja, in večkrat, ko se spogledava, ko gremo, ne vem, na kak izlet, ko nas je več, pa se spogledava, pa si rečeva, lej, iskrca, ne, kako je v življenju, se mora tudi neke take stvari zgoditi, ki odpeljejo življenje pa dejansko drugače in na najino srečo na tak način, kakor si prav najbolj želiva. Bravo. Ja, mogoče veste, koliko tekačev ste v vseh teh letih, 15 letih zdaj že rekel, tekaško izobrazila, navdušila, motivirala, trenirala v tisočih najbrž? Ja, približno, tako da
na teh tekaških delavnicah, pa taborih, pa tako, bi nekako cenil 5500 tu nekje. Ja, tu nekje je. V 14 letih, zdaj aprila imamo, praznujemo 14. rojstni dan. Ja. 14. No, jaz se spomnim, je pa res, najprej sem Urbana slišal, sem na tem 2.6 konc leta je tista knjigca prišla, se spomnim, sem imel pa še tisti DVD, pa tiste vaje sem gledal, pa to je bilo zame zanimivo za gledati, ne toliko za delati, ker se ne pa nisem spravil. No, pa se pa spomnim, da sem bil 2.7, ja, na Interšportu smo se nekaj menili za eno sponzorstvo in oni tam celo predstavljajo, reče, to je pa naš novi tekaški trener Urban Praprotnik, on je pa zdaj naš zaščitni znak in jaz gledam tisti plakat tam, pa sem rekel, zanimivo, ne. Mogoče bomo pa o tem človeku še kaj slišali, no. 14 let kasneje poslušamo samo še Urbanu Praprotniku in očitno nekaj dela prav. Pa Marko Turobleku, no. Ja, mislim, težko je priti zraven, ampak ne, se mi všeč mi je, da sporočilo, ki ga Urban pušča tam zunaj, imam pa še par dobrih vprašanj, ker sem jih, rekel, odgovore nanje pri Urbanu najdu in so mi bili zelo všeč. Sem pa tle še hotel vprašati, ker ste najbolj znani tekaški par v Sloveniji, definitivno, a vaju na ulici prepoznavajo ljudje? No, to sem zmeraj hotel vprašati, ko se sprehodta, ljudje prepoznajo, živijo Urban, Jasmina in tako naprej. Se vam dogaja to? Se, ampak zato, ker imajo kaj zapovedati, veš, ljudje se ustavijo, torej, v glavnem se Urbanu zahvaljujejo za te posnetke ali pa za misli ali pa zato, ker so bili prepričani, da ne bojo nikoli tekači, pa so potem s tem Urbanovim prijaznim povabilom k temu poskusi, pa boš videl, da ti bo šlo, ne, so morda stekli in potem čutijo, če najo kaž tu pa tam kdo sreča, si zaželi, da nama bi povedal, da je postal tekač. In so to taka zelo lepa sporočila, ki tudi nama dajo voljo, da naprej nama potrdijo, da smo na dobri poti. Ne? Tu pa tam pa tudi kdo knjigo pohvali, saj veš, kako je sama. Ne? No, fajn je, ja, če te kdo prepozna, pa ti kaj tadga reče, pol veš, da si naredil vtis, oziroma da si vplival na nekoga, kakorkoli, ne. Je influencerstvo, danes termin, ima tudi različne pomene, ampak pustimo zdaj to. Ko smo že pri vplivu, no, par citatov sem si tle spisal, ki so mi res všeč, recimo Urbanov, tek je kot voda, pri vodi odpreš pipo, že piješ, pri teku pa lahko tečeš takoj, kot odpreš vrata. Ne? Ali pa ptica, ki se je ni ljubilo leteti, je postala kura. Taki fajni, bom rekel, fajne misli, dovtipi, stvari, ki ti dajo misliti. Se mi zdi, da je tudi to način, kako prideš blizu človeku, ki hočeš navdušiti za, bom rekel, tako stvar, kot je tek, elementarna stvar. Ne vem, kaj je tek sleherniku danes, ne? Zdaj, ali mu je to napor, na vse zadnje, ne? Če smo že pri tem, prej smo ugotavljali, veliko ljudi tečeš, zmeraj premalo, včasih so vsi, danes v Sloveniji teče morda 10% populacije, kar je v svetovnem merilu ogromen procent, ampak kot vidno večkrat reče, da jih 90% ne teče. Zdaj vprašanje, potencial je torej ogromen, ne? Zakaj torej ne tečejo, ker jim ni treba, ker gledajo tekače in se jim zdi to naporno, komplicirano in tako naprej. So še kakšni drugi razlogi morda? Ja, predvsem, torej, tek je izgubil svojo čisto prvinsko uporabno vrednost, ki je za prevozno sredstvo. Tek je, dokler je imel tek vlogo, da smo z njim hitreje prišli nekam, s hojo lahko tudi priješ nekam, ampak malo počasneje, pa sploh ta evolucijski, to, da je v bistvu tek bil na nek način povod, da je človeštvo sploh se razvijalo naprej, kot ta vztrajnostni lov. Torej, ta praktična pomen se je izgubil v zadnjih 200 letih. Vedno bolj se je izgubil. Vedno več je naprav, ki nadomeščajo naše premikanje. In en velik problem bo, ko nam ne bo več treba hoditi. Torej, to, da nam ni treba več teči, je, lahko rečeš, pač, ok, škoda,
Ampak velika škoda pa bo, ko nam ne bo več treba hoditi. Kajti, če človek samo 4 tedne sedi na svojem stolu, leži, mu ni treba hoditi, je zgubi zmožnost hoje. In v bistvu jaz gledam na tek, zakaj je smiselno, da človek, ki nima nekih želji po teku, da bi začel teči. Ravno zato, ker s pomočjo teka ohranjamo zmožnost tudi hoje. Seveda to razmišljam v naše staranje. Staranje je naša svetla prihodnost. In staranje ni nekaj, kar moramo mižati pred njim ali pa samo obupovati, ampak nekako vzeti v svoje roke, kajti bistveno vpliv je, kako mi živimo in kako mi imamo močne mišice, kosti, sklepe, zdrave, hrustanc in marsikatere razmišljanja o tem, kako je tek škodljiv, so v bistvu se pokazalo v zadnjih 15-20 letih, da sploh ne držijo, da drži ravno obratno. Naprimer, ali tek škodi hrustancu ali ne. Tako. Naprimer, zanimivo, če bi šli na ulico, bi večina ljudi rekli, da seveda škodi, se so udarci. Ali je za ljudi, ki imajo bolečine v križu, pametno, da tudi tečejo ali ne. Spet bomo rekli, ja ne teč, ampak če pa se lotimo teka na človeku prijazen način, da zmerno in na nek način čuteče, je pa ravno to, da je z tekom dobivamo obremenitve, ki nas lahko krepijo, lahko nas pa zelo hitro poškodujejo. In ravno to, če se teka lotiš na pamet, to res ni pametno. Hiter namreč pri teku in zato večina ljudi ima malo odklonilen dojemanje teka, jih malo zmrazi, jih kar zaboli kaj, ko slišijo besedo tek in sebe ne vidijo v njem, ampak z pravim pristopom, z tudi nekim razmislekom in postopnostjo je pa tek v bistvu izjemno dobra nega. Torej, tečemo zato, da bomo lahko hodili. Tudi pri 85 letih, 90 letih, 96 letih, naprimer, mož od Kazimere Lužnik je že 96 let plus star in še vedno hodi in hodi verjetno tudi zaradi tega, ker vsak dan hodi, dokler je lahko tekel, je pa tudi tekel. In je to ena taka v bistvu fajn, da nekako odpremo oči pa se zagrabimo za krvatelj pa rečemo, ja, jaz sebi hočem nekaj dobrega, ne samo danes, ampak tudi na dolgi rok. No in se pravi, vajna modus operandi filozofija je, da tek mora biti zabaven in sproščen. Morda tam zunaj dojemanje tudi, ko ljudje gledajo rekreativce, ki so morda včasih preveč tekmovalni, ali pa če smo nasploh morda rekreativci preveč tekmovalno usmerjeni, pa nas nekdo od zunaj gleda pa reče, se to je samo napor, matranje, to so treningi, to ni v bistvu ni več teka, Trening je pa čisto nekaj drugega pola. Trening je pa zdaj že usmerjeno dejanje, ki povzroča cel kup, bom rekel, enih težav, kompleksno vse skupaj rata, zato rabiš cel kup ene opreme, časa in ne vem kaj, in morda tudi to, koga odvrača. Čeprav množične tekaške prireditve naj bi delali ravno nasprotno, se pravi privlačile večje množice ljudi, da pridejo tja pa se podružijo, ampak mogoče po drugi strani, ne vem, ali mogoče to slovenska posebnost ali pač ne, ali se motim, da smo včasih morda za odtenek preveč, bom rekel, zdaj tudi z aplikacijami pa s tem se primerjamo, preveč tekmovalni in morda zaradi tega zgubimo koga ali pač, ne vem. Jaz mislim, da nismo preveč, pa je skupina ljudi znotraj rekreativcev, ki potrebujejo to, da se dokazuje, pa s tem ni nič narobe, če jih to motivira in ohranja to veselje do teka, ki želijo napredovati. Super, da so se našli v tem, zdaj kako to vidi zunanji opazovalec, lahko včasih vidi narobe, ko se seveda, ko greš proti ciljni črti, pa nimaš najbolj nasmejanega obraza, bi lahko opazovalec rekel, ta pa trpi, ampak midva veva, da ni tako. Je sicer absolutno lepše, če se na v cilj prismeješ, ampak včasih so lahko zadnji metri moraš malo stisniti, pa imaš obraz temu prilagojen, ampak kar pa ne pomeni, da v temu ne uživaš.
sploh potem, ko se ustaviš, pa si zadovoljen, ne, in je to, te napolni čustveno, fizično, ne, to je včasih, ko si na cilju maratona, lahko si zadnje metre malo žalosten, ampak na koncu so čustva, maraton je veselje, v bistvu je vsak tek, tudi vsak trening, tudi če je z malenkost trpečim obrazom, po mojem, v resnici ni tako, v resnici vsakič, ko pritečeš do ene cilje, ena proslava življenja. Če seveda dojemaš to s hvaležnostjo. To, ko si rekla, si malo žalosten, to v bistvu človek je lahko malo žalosten nad rezultatom. 30 sekund sem šel počasneje, kot je bil moj cilj, ne, in sem jezen. Ne. Ja, to pa ni potrebno, ne, to pa nikakor. Vse te stavki, da mi ne gre, mi slabo je, to pa je za stran. Dobro nam gre. In ta hvaležnost je namreč ena taka stvar, ki jo moramo v bistvu trenirati. To je treba trenirati, hvaležnost. In ko se torej, to trpeč izraz, ne, jaz sem tudi pomislil in eno misel, ko enkrat na teden objavim misel in par let nazaj sem razmišljal o tem, ker res se nekateri spotikajo ob to, da smo tekači, rdeči obraz, zadihani in tako, pa sem dal primerjavo, da tudi moški pa ženska v postelji, ko doživljata tiste najlepše trenutke, sta rdeče obraz, zadihanja in tudi mogoče, če bi se snemali, ne bi tako od zunaj izgledali. Da to uživajo. Pa je, ne, to je važno, kaj v srcu čutiš. Kakšna dobra istočnica. Jaz sem si tudi drznil enkrat pisati v to smer, pa so me tudi kakšni malo pobarali, kaj zdaj primerjam. So se rekel, no, če so družinske, rekel, obveznosti vulgarne, potem je tek tudi vulgaren, se na koncu je zelo podoben. Ne, ne prve, ne druge. Tako je, naravno. Ja, vse naravno. Ja. Vse paše. Sem rekel, samo še to manjka, da bomo v poslu hodili z urami, pa z srčnimi merilci. Ne bomo, ne? Upam, da ne. Ja. No, Jasmina, če smo že pri tebi, tvoj prispevek k slovenski tekaški krajini je kar izdaten. Tukaj imam obe knjigi, Belo damo in Kazimiro. Ja, sem rekel, jih moram še enkrat prelistati, malo obnovim. Res, to sta dve nori zgodbi, sama si nekaj rekla, marsikateri večji narodi nimajo ene take, rekel, navdihujoče osebnosti. Mi imamo kar dve tekačici, kar dve, noro, mislim. Na svetovni ravni izjemno. Resno, ne, in obe si ti popisala, zdaj, vse skupaj se je začelo spet bolj po naključju, kot kakšna stvar v življenju, ne, ste rekla, šla sta z neke predstavitve, tam je rekla Helena, v meni knjige ne bo, pa je rekel Urban, kaj pa če? Kaj pa če bi ti? Ja. Pa Helena sta bila gosta v eni knjižnici, ne? Helena se je takrat odprla, razlaga svojo življenjsko zgodbo, mi poslušalci napeti, kar pripoveduje, kakor da gledamo film, se nam je zdelo, ne? In potem je novinar v bistvu kriv, ker je rekel, kdaj bo knjiga o tebi, Helena ne bo, in potem drugi del krivde na poti domov, Urban reče, kaj pa če bi ti. Evo. In je padlo na plodna tla, ampak ključno je bilo, kako je Helena takrat reagirala, ko sem jo potem naslednji dan takoj poklicala in rekla, Helena, res, da vem, da si rekla, da knjiga o tebi ne bo, ampak z Urbanom so razmišljala, da bi bilo pa vseeno zelo vredno in razmišljam, da bi jo jaz napisala. A bi ti bila za to in ženska je bila akcija, takrat je bila stara 85 let in je rekla, zdaj 2 tedna sem zelo zasedena, pa mi je tako všeč, ker človek pri 85 zelo zasedena. In tako sva začela, prihajala sem k nama, ker sem imela dojenčico 2-mesečno, ko sem imela v eni roki Tamalo, ali pa jo imel Urban, Helena je pa pripovedovala in to. Navdušena sem bila, kako dobro se je spominjala stvari, ne? Ampak to se mi zdi, da je ena prednost, ki jo dobiš s teko, ker ko tečeš, imaš čas razmišljati, kako je bilo v preteklosti, ne? In ona, ko se usedla, ona je vedla vreme, imena, letnice, kako se je počutila, kaj je imela oblečeno, tako da vse
stvari v obeh knjigah so čisto po resničnih dogodkih, samo misli, kakšne tu pa tam smo skupaj prišli do njih. In ravno prehajala, ko ste pisali, je prehajala sem in je sedela točno na tem mestu. In takrat je bil žled, to je bilo leta 2014, in mene je bilo še strah hoditi po ulici, no ona je prehajala s kolesom v visokih petkah, brez čelade, ki je imela kodre, fenomenalna je bila, res. No in Helena je maratonka, ko sem jaz prvič bil na Ljubljanskem maratonu, mali maraton sem tekel in vidim gospo, ki je izgledala tako moja stara mama, v bistvu v resnici 2 leti starejša, ne? Ali 3 leta starejša, 3 leta starejša od moje stare mame in sem rekel, moja stara mama tamle, čisto podobne sta si celo bili, se enkrat sta se celo srečali in je res, tako sem bil navdušen nad tem, kako lahko v takih bolj poznih zrelih letih še tako dober in res je bila izjemna v bistvu tekačica. Izjemna. Še pri 88 je bila sposobna. Ne? Zdaj pa treniram za njeno vnukinjo, ki je tudi ime Helena in ki je tudi odlična tekačica. Lepo, se pravi, geni grejo naprej, zgodbe se pišejo na novo. Fantastično, se pravi, še lahko pričakujemo. Mogoče kakšen knjigo ali pa članek na to temo. Res, jaz sem... Marko, veš, da je šla v Ameriki tale knjiga? Ja, videl sem, da je bil prevod, videl sem, bral sem, da sta šla prek Noaha Charnija, pa prek Erike Johnson, tole narediti vrhunsko, zdaj, menda se dobro prodaja, sem slišal, ali kako? Prav, ni za prehvaliti, no, ampak je pa, zdaj se pogovarjam še eno založbo v Indiji, ki bi jo pa tudi napisali v angleščini. Ameriški založbi so sicer podelila pravice za angleščino za cel svet, ampak zdaj smo se nekako zmenili, da pogodbo popravimo in da bojo dovolili, da izide tudi v angleščini, tudi v Indiji, kajti ta založba indijska je rekla, da kdor v Indiji teče, bere angleško, tako da držim pesti, da ratajo. Tam je pa trg še neprimerno večji, no, tako da mogoče boš pa povabljena enkrat še tja na kakšno okroglo mizo z 10,000 ljudmi pol. Karta za 6 ljudi, veš, koliko stane. To je pa lahko pogoj v pogodbi, da ti mora to plačati, da prideš. Bravo, pametno. No, menda si spisala tudi že scenarij za filmsko upodobitev, pa Vojko Antlc ne bi tole režiral, to zdaj še malo čaka, ali kako? Čaka, 2-krat sva kandidirala na filmskem skladu, 2-krat je obrazložitev prišla nazaj, da je zgodba nezanimiva, tako na 2 meseca sva si jo pomogla, kar je tudi scenarij zelo fajn, tako da potem sem ga dala prevesti z namenom, da ga bom pošiljala v tujino, kakšni v Hollywood, kakšni režiserki, ki bo imela posluh za take izjemne ženske. Evo, sam še kup stvari opravim, pa začnem s tem prodajanjem. S to nalogo, da začnem ponujati scenarij. Ja, se veš, absolutno ni enostavno. Ja. No, ampak, če bo slišal, ki ima veze pri kakšnih filmskih mogocih, se zelo priporočam. Ker film je pa res fajn. No, mislim, da sem nekaj podobnega bral, enkrat je Miha Macini pisal, da ima iste težave s svojimi prvimi scenariji, da ni imel posluha pri nas, potem je šel v tujino. Tako da upam, da se tole izide. Kdor še ni prebral te knjige, priporočam. To je, rekel, zgodba z toliko vsebine, s toliko drame, s toliko tragedije in s toliko premagovanja težav, da res ne vem, kako to filmsko ne bi bilo zanimivo. Mi si danes sploh ne moramo predstavljati, kaj se je še nekaj desetletij nazaj dogajalo v naših koncih. Res, to je treba prebrati, da si malo bolj ponižen do tega, kar danes imaš. No? In se mi zdi tudi, kaj tazga prebereš, pa vidiš, da ta moče karantena pa pandemija niti ni konc sveta. Bi bilo lahko še precej huje. Tako da zvem, če bi Američani imeli tako tekačico, bi imeli že blockbuster zunaj, pa film. Kip bi imela, v enem parku v Washingtonu imela svoj kip kot teče. Dobesedno, res, prav gotovo.
No, ampak na nas pa je, da kip Heleni Žigon postavimo v Ljubljani, tako da enkrat v prihodnje mislim, da se mora to zgoditi. Ker ni to, dejansko je škoda, da bi njeno življenje je pustilo tak močen pečat na mnoge od nas, da je dobro, da se ta njeno sporočilo v bistvu ohranja naprej. Torej, tek v pozna zrela leta in tudi v bistvu ta neka... Moč volje, ta veselje in ljubezen do življenja, ne glede na vse. Tako kar nekaj elektronskih pisem sem dobila potem, ko je knjiga išla, pa še kar nekaj let potem, o ljudeh, ki so mi pisali, da so že skoraj obupali, pa so potem prebrali to knjigo in so se odločili, da ne, vredno je, se borim naprej, ne, želim se imeti rad, se imeti lepo, zmagati, ne, gremo, odpiram se v življenju, tako da. No, potem ta kip sodi nekam v progo Ljubljanskega maratona, nedvomno. Zdaj mi je prišel na misel, ko sem tekel v Atenah, ta klasični maraton, je tam nekje v progi, ne vem, na 11-12 kilometru pač ta Fidipides in v tistem se pač vsak, ki nima lih tekmovalnih ambicij, slika, no, in s kipom Helene Žigon se nedvomno tudi kdo slikal. Če ne Slovenci, pa tujci toliko bolj, no, ker se mi zdi, da potem kdaj kdo drug še bolj cen tisto, kar sami ne, ampak no, gremo čermo naprej s knjigami, ali je bilo pri drugi knjigi lažje, no, sej zdaj si imela že izkušnjo, kako spisati življenjsko zgodbo, bom rekel, tako fantastično zgodbo, kjer si mogla biti tudi emocionalno vpletena, se ne verjamem, da pač pisati neke biografije, ne moreš biti samo faktografa. Tako, no, ali je bilo potem pri Kazimiri, pri pisanju druge knjige, kaj je lažje, ali je bilo ravno tako naporno, ker pa pač to je čist drug projekt, drug človek, drug pristop, recimo. Tako je, ko pišeš knjigo, moraš se res potopiti v to, ne, in vem, da tisto obdobje sem bila malo posebna, malo odsotna od drugih stvari, ker toliko zatopljena v to, ne, vedno sem razmišljala, kaj bom pa naprej, kako bom to povezala, kako bom časovno združila ali pa po vsebini, to seveda vzame celega človeka, tak projekt. Ko pa sem pisala Kazimiro, sem imela to izkušnjo, da se da, ne, da zmorem priti, začeti in pripeljati do konca, ker pri prvi nekako nisem vedela, sem pa zaupala, da bo ratalo, ampak vseeno sem rekla, ne vem, morda pa me bo kje vmes kaj ustavilo, pa ne bo šlo, bo mogla komu predati, ga prositi, naj nadaljuje. Ampak ne, s Kazimiro je bilo pa tudi čudovito, ker tudi ona je imela zelo veliko za povedati. Zraven nje je vedno sedel njen mož, Miloš, ki je tudi čudovit človek. Zdaj bo praznoval 97 let, ampak njune misli so mlade, kot da sta stara 40. In on je poslušal, kar je imela ona zapovedati, pa še on pripomnil, pa je še na kaj spomnil, ne, kot da te sestanki s Kazimiro so bili pa simpatični tudi potem, ker sta bila oba v paketu med delom, ne, pri Helena je bila sama. Tako da to je tako, vedno sem se počutila, kot da sem privilegirana, da sem ravno jaz tisti medij, skozi katerega ta izjemna življenja bo dobila en spomenik na papirju napisan, ki ga bo lahko prebral še kdo drug in se iz tega, iz njunih modrosti kaj naučil, kaj odnesel domov in mu bo potem v življenju kakšen odgovor hitreje prišel na pamet, kot bi mu sicer. Kaj imate še recimo skupnega Bela dama pa deklica, ki se ni hotela postarati, razen tega, da sta globoko v 50-ih laufale maratone v 3 urah pa pol kot za šalo, no? To je tisto, kar se mi, rekel, 20 let mlajši dedci pogovarjamo, da letos bi pa lahko 3,5 laufali, potem pa prebereš, da je Helena Žigon včasih, ko ženske praktično niti niso laufale. Laufa 3 ure pa pol, takole malo Kraneša na maraton, pa ti, da ni šlo dobro, pa je bilo 3:33 in podobno. Kaj še recimo sporočilo, da je treba iti čez prepreke, da je treba se boriti takrat, ko so vsi proti tebi? Veš kaj, one dve preprek sploh nista videle.
To je pa tudi en dober način, da greš dobro skozi življenje. Tudi recimo to, ko sem jaz njih opazovala na teh štartih tekov, kako je to, da so okoli nje ljudje, ki so 50 let mlajši, ni prav nič motlo, ker niste videli, kje pa je problem. Ker ima pri 85 ni bilo težko sedeti v pajkice, sicer se Kazimira se vedno tudi naliči, ampak sedeti v popolno športno opremo, se tudi postaviti, če treba, če si zaželi v prvo štartno linijo in iti. In potem velikokrat sta zdaj že zadnje leta prišle v cilj kot zadnji, ampak tudi v tem nista nikoli videla nikakršnega problema. En more priti in tokrat sta bile to one dve. Super, ne? Je praznik življenja, praznik gibanja, teka, lušno se imamo, skupaj smo, ljudje so jo pozdravljali, ona nazaj, prekipevali od energije. Tako da mislim, da je to njuna življenjska filozofija zelo v redu. Da kar ti ne paše, boš, da enostavno ne vidiš. To je dober nasvet za zakon. Za življenje v zakonu. To vem, da bo poslušala moja žena, ne? Pa bo rekla, sej, zadnjič sem je enkrat nekaj razlagal, pa res ni slišala. Ponavadi jaz ne slišam, kar ona razlaga, zdaj ona ni slišala, ki sem jaz razlagal, pa sem se potem jezil, taka si, kaj jaz, sem mi rekel na koncu in se pol ugriznil jezik, ne? Sem rekel, roza pa mam, ne? Ampak očitno je to recept, ja, da ne slišiš čisto vsega, ne? Pa greš čez kakšno ovirco direkt. Če lahko dopolnim, kaj pa imate skupnega obe? Ta pristop do življenja, ki je vedno če se le daje recimo kot primer, ne glede na to, ob kateri uri sva prišla na obisk Heleni ali Kazimiri, vedno sta bili obe pripravljeni na vse. Tudi recimo, ko so obiskala Heleno pri 87, tok, Helena, a gremo teč? Ja, mi ni, da se preoblečem. In to se mi je zdelo neverjetno, ne? Torej ta njun pozitivni zorni kot za vse lepe stvari v življenju, kajti obe sta imele to v sebi, da nočeta zamujati lepih priložnosti, ki jih je pa veliko, ker če si odprt, ne, dobiš vabili, priložnosti in prijateljstev, kolikor češ. Super lekcija se mi zdi, tudi za današnji čas, ko vse preveč prelagamo, rekel, občutek sreče. Prelagamo ta občutek sreče na tako. Nisem nič prelagali, dajmo akcija. Tukaj in zdaj, bravo. Spoštovane in cenjeni dragi gledalci in drage poslušalke, ena ura pogovora že za nami. Urban in Jasmina Praprotnik sta moja gosta. Hiter je menila tale urca, se strinjata, no, jaz sem zelo dobro. Jaz sem mislil, da boš še z mano kaj govoril. Ne, zdaj Jasmina je tako dobro tole začela, da moram to nadaljevati, ker se mi odpira cel kup zdaj iztočnic. Ni problem. No, evo, Urban je potrpežljiv človek, se je tudi maratonca, ne, in bo razumel, da z njegovo drago ženo še spregovorim par besed. Recimo, da boš hotel o nosečnosti govoriti, je tako? Tudi, ne, seveda na vsak način, o predsotkih, ki so pač tako, ne. Ja, recimo, recimo, da sta Kazimira in Helena kakšen predsodek mogle premagati, ne, ženska mutirati pot, tudi v tek, v gibanje, v vožnjo z motorjem, če smo že z avtom, ne, v tem, da so ženske opolnomočene, ne. In zdaj sodobne ženske ne pa še čisto povsod, ne. Recimo, marsikakšen tabu, marsikakšen predsodek še tam obstaja, nekatere si razbile tudi ti. Rekel Jasmina, s tem tekom v pozni nosečnosti takrat, to je bilo malo kontroverzno, rekel, za širšo publiko, ampak to ni bilo kar nekaj kar se šlo delati na vrat, na nos, to je bila, rekel, zelo dobro premišljena zadeva, vedela si, v kaj se spušča, zakaj to počneš, oba dva sta vedela, čisto malo okrog tega, no, za naše predvsem poslušalke, ki jih je mogoče kdaj strah počenjati nekaj, kar jim okolica pravi, da morda ni zdravo.
Ja, torej, da začneva čisto na začetku. Absolutno ne svetujem polmaratonov v pozno nosečnost. Zato je žensko telo je sicer sposobno to, ampak samo, če mnogo čajev odkljukanih. In pač v mojem primeru so bili. In to recimo, če opišem izkušnjo, kako sem z svojim tretjim otrokom, Sofijo, pretekla ljubljanski polmaraton, ko sem bila celo že čez rok. Je bilo pa tako, torej imaš prav, nič ni bilo na vrat na nos. Z Urbano sva preštudirala raziskave, kaj pravi znanost o gibanju med nosečnostjo, ne. Zelo zanimive ugotovitve, res take, da te res te vse superge kar same obujajo in greš teč, ampak ne samo to, pogovorila sem se s svojimi zdravniki, ginekologinjo, celo porodničarjem in oba sta mi rekla, da ni razloga, da ne po pregledu, ker imam pač dovolj čvrsto medenično dno in tako naprej. Sem bila pa tudi, ko sva šla na tek, vedno pripravljena prekiniti in oditi tja, kamor bi sem mogla v kratkem iti, torej v porodnišnico, ne. Ampak, ker sem to počela, torej ker sem tekla seveda počasi, prilagojeno, vedno pogovorni tempo, ne, sem vedno čutila, da je to nekaj, kar lahko naredim, kar me ni niti toliko zadihalo, ampak je bilo moje telo sposobno, otrok se je dobro počutil, torej podprta z vsemi temi znanji, sem nekako čutila, da je to vse v redu. Pa še iz preteklosti imam, recimo sem potomka, recimo istrske ženske, šavrinke, ki so včasih dolge kilometre v trst prodajati zelenjavo in kar so počele seveda do pozne nosečnosti in takoj po rojstvu otroka. Tako da ja, smo naravna bitja in to nam narava dovoljuje, ampak vsekakor ne priporočam vsem ženskam, ne samo res, če vse izpolnijo, če se res dobro počutiš, če ni nikakršnih zadržkov, da si, vsekakor je bolje biti bolj previden, ampak jaz sem to lahko naredila. Celo to je potem pretekla sem 21 in potem čez 2 dni sem pa končno dobila popadke in rodila, ampak s 4. otrokom sem pa na isti dan sodelovala na enem tekmovanju, sicer samo 10 kilometrov, sem tisto odtekla, ko sem prišla v cilj, sem dobila popadke, potem sva šla z Urbanom še na sladoled in potem, to je bilo pa isto. Edini par, ko je žena dobila popadke, ste šla še v sladoled, preden porodnišnico. Kapo dol. Počakaš 4. otroka, veš, da ne smeš prehitro jeti. Ni panike, vse v redu. To je podoben, kot tista štorija, ki sem jo v porodnišnici povedal, ko sem bil tam drugič. So rekla, ena gospa je prišla iz Železnikov, tam so znani, da imajo veliko otrok, 11. roditi in ni rabila nobenih napotkov več, se sama namestila pa rekla, sam prim tega, pa potem pa greva domov. Tako nekako. Slušna dela mojstrice, tudi v tem poslu. No, najbrž je še kakšen mit ali pa predsodek v teku ali pa v gibanju žensk, ki ga bi lahko dojenje in mleko, to je še hujši mit. No, tudi, evo. Da, torej se misli, ko teče, zakisliš, kar je tudi mit, ne, in potem mleko izgine, kako zelo neres. Pa to sem doživela najbolj, ko smo, tudi mi smo bili v Atenah, sin, ko je imel 4 mesece, takrat je bil itak vse otroke, sem dolgo izključno dojila in takrat smo šli na cel maraton. In sva z Urbanom kar tekla, ker se veš, ko imaš otroka v vozičku, pa ko spi, takrat moraš pičiti, ni druge, ne. Sva kar pohitela, dala sva vse od sebe in na cilju sem bila res zmatrana in potem ga tudi vmes po poti sem ga podojila, takrat, ko je bil lačen, sem ga vzela iz vozička in hitro hodila, ampak on se je podojil po malcu in sem ga dala nazaj v voziček in tekla naprej. In na cilju se mi je zdelo, zdaj pa mogoče mleka res ne bo, ker sem ga tolikokrat že po poti, pa tako sem zmatrala, pridem v cilj in od mene je kar špricalo in sem rekla, tudi ta mit je dokončno ven
Tomžen. Ampak ne, tudi raziskave pravijo, torej primerno fizična aktivnost, obremenitev telesa sprosti žensko in s tem mlečna proizvodnja zalaufa in je mleka čisto dovolj. In ni kisu. Evo, preverjeno. Še nekaj za naše poslušalke, če so se že bale, da ne bi tekle, ko dojijo, to mi je všeč. Ampak še en problem, recimo, ki ga lahko nagovorimo, ga lahko, recimo, toliko žensk je bilo ali pa vas je, ki so premagovale te mite pa predsodke, ampak tako, da je danes ženski tek nekaj samoumevnega, k sreči, smo prišli do tega. A je preveč samoumeven postal, da se mlada dekleta, punce ne odločajo več za tek toliko, kot so se, ravno zaradi tega, ker je moče prelahko, ker se ni treba več boriti. Kako navdušiti, bom rekel, žensko populacijo tam zunaj, da se bo bolj ukvarjala s tem žlahtnim športom? Kaj praviš? Puberteta, posebno obdobje? Mislim, da zdaj dekleta, kar infante, kako navdušiti nad vztrajnostnim tekom. Fantje tečejo, ko nogomet igrajo, naprimer. In je to del teka, je v bistvu igra znotraj za žogo in tako. In je to čisto super tek v resnici. 1 uro nogometa, 1 uro vztrajnostnega teka z hitrimi odseki, vmes malo hoje in v bistvu je to tak zelo naravni tek. Če pa odmislimo, da ni žoge, pa punce v bistvu so motivirane, pa jim ni v glavi verjetno bolj to, da tečejo zaradi tega, da bojo imele lepšo postavo. In je tukaj to, ampak dejstvo, da je pa ključno, ko razmišljamo o kako motivirati, pa niti ne motivirati, nekako privzgojiti, da mladi ljudje osvojijo v bistvu to neko filozofijo razmišljanja, čutenja do vztrajnostnega napora, kot je tek, je pa dejansko je čisto premalo, da jim rečemo to pa to, ker jim ne moramo reči to pa to, ampak je bolj, v bistvu gre za športno vzgojo. Ne za učenje, ampak vzgojo. In seveda vzgoja gre od mladih nog naprej in gre tudi, če je učitelj športne vzgoje ali pa kot starši, ne moramo s pridiganjem pa prav nič doseči. Če mogoče pri majhnih otrokih še kakšno stvar lahko, pri najstnikih vedno manj. In je to, ko neke dobre izkušnje, ki jih prenesemo, ker smo... Sej v bistvu najni otroci vidijo, kako sva midva zadovoljna, ker redno tečeva, kako sva hvaležna, da lahko tečeva, kako tudi v bistvu o tem se pogovarjamo. Pogovarjamo se tudi večkrat o tem, kako je telesni napor, je res naporno, ne? Ampak to ni slaba stvar napora. Ne? In je odnos do takih stvari je fajn nekako premisliti in hkrati skozi razmišljati o tem, zakaj nekaj počnem. Kajti, ko mi vemo, zakaj nekaj zares počnemo, toliko lažje vemo, kako početi in tudi imamo to potem dolgoročen pristop do tega. Kajti kratkoročni pristopi so v resnici, kar se tiče našega zdravja, čist ne, da je gibanje zdravo le takrat, ko je redno in dovolj dolgoročno. Ne? Tako da, in to si želimo mi dva, si želiva za svoje otroke, si želiva, da čim več ljudi prepozna v bistvu te užitke, ki niso toliko kratkoročni, tudi so, je fajn, da jih znaš prepoznati, ampak da znaš čutiti tudi, kako se boš pol počutil, kako je fajn, kaj bom zmožen čez 10 let, 20 let. V bistvu zdaj se mi pripravljamo, rečeš, letos ne bo mogoče maratonov, ne, ali pa bojo pol šele jesen. Zdaj pa kaj? Dajmo razmišljati, a bomo šli čez 10, 20 let na maraton. Takrat bojo maratoni, veliko jih bo, ampak a bomo zmožni jih bomo teči, če bomo tudi zdaj nekako znali prijazno teči do sebe, kar nikakor ne pomeni, da moramo zelo počasi teči. To je sploh ena izmišljotina, pa površno razumevanje, da je počasen tek prijazen tek. Lahko je v resnici, ne povem, jaz sem enkrat prišel v cilj Ljubljanskega maratona tudi zadnji. Prav zadnji, to se je pa zgodilo tako, da moja teta je za svoj 50. rojstni dan, oziroma v tistem letu imela 50 let in si je dala za cilj, da preteče maraton.
In ona se je pripravljala, jaz pa takrat je živela v Angliji in jaz nisem točno vedel, da je ona to se zares odločila. In prijavila se je na maraton, jaz vedel sem, da nikoli ni tekla 21 km. Prijavila se je pa za 42. In jaz sem spontano vedel, da se je ona zmotila. Ona je napisala 42, mislila je pa 21. In sem sam popravil, brez da bi jo sploh vprašal, ali je pomota ali ni pomota, ker sem bil prepričan, da je pomota. No, potem pa ona pride iz Anglije par dni prej in reče, zdaj dvigam štartne številke, ne, in ugotovi, čuj Urban, zakaj pa sem jaz na 21, jaz grem na 42? In potem jaz uspem to prijavo popraviti nazaj na 42 in sem rekel, če greš pa na 42, grem pa s teboj, da ti bom lahko kakšno pomoč med tekom, ker sem pričakoval, da ne bo lahko. Dodaten oteževalna okoliščina je bila to, ona je bila, v bistvu se je res navadila teči 42 s svojimi treningi, dosti lahkotnega teka, ampak takrat se je tekel dvojni krog in je mogla prvi krog odteči dovolj hitro, da je lahko šla naprej. Ja. In je ona zelo energično tekla teh prvih 21 km, z lahkoto prišla v pravem roku skozi, ampak tečemo takrat mimo tega polovičnega 21, ne, polno vse ljudje, to je prav zanimivo, takrat, ko se je dvojni krog tekel, kako je iz ene euforije, ki tišina. Ja, v tišinem prostoru, ti pa tečeš mimo celega prostora, kar nekaj, kot si rekel, tišina, nikjer nobenega, spet nazaj. No, in takrat nekje na 25 km so se začele pa kazati težavce, da je dejansko tekla prehitro predaleč in potem je v bistvu sva tekla, hodila do cilja, bistveno počasneje, ampak naprimer jaz sem bil, zato ker je tek trajal toliko dlje časa, da sem v bistvu imel toliko vnete mišice, muskelfiber naslednji dan, kot jih nisem imel nikoli v tistem letu, pa sem tekel lahko tudi 1 uro hitreje, tako da torej hitrost teka nikakor ni samo povezana s tem. Ja, da. Bi jaz tudi dodal lahko kakšno zgodbo na to temo, ampak še eno stvar sem zdaj spomnil, tle imam eno knjigo. Pred časom sem Dina Karnaza zvedel, da on je bil v planu v vseh državah na svetu teč maraton, ampak nekdo ga je že prehitil, to je bil Anglež, Nick Butter, in jaz sem pač rekel, to knjigo jaz moram dobiti v roke, ko jo dobim v roke, ta prvo pogledam Slovenijo, jasno, ne? In kaj najdem v tej knjigi, ne? Poleg Boruta Pahorja, predsednika naše države, najdem noter še Urbana in Jasmino, ki sta bila tista, ki sta Nika popeljala na ta maratonski tek. Ali on je najdel vaju, ali sta vidva našla njega? On je kontaktiral vse ambasade po svetu in ker je Anglež, ima to prednost, da mnogo držav ima angleško ambasado in je preko njih skušal priti do lokalnih tekačev, tako da so dobila pismo za angleške ambasade in seveda se odzvala, bila pripravljena, vesela in ga je bilo spoznati prav zanimivo. Tudi jaz sem prebrala to njegovo knjigo, res zanimiv fant. Tako jo priporočam v branje, ja, luštno, neverjetno, kako mu je to ratalo. Prav tekla sem z njim po svetu, vsako državo, napeto mi je bilo, mu bo ratalo ali ne, kajti imel je en kup težav, ne, v bistvu mu je bilo v Sloveniji še najlepše. Še najmanj težav je imel, povsod je imel težave z vizami, z divjimi. Marsikaj ga je matralo, ampak mu je uspelo, no, neverjetno je, ja, zelo sposoben. Mislim, da ima zdaj nov plan preteč 200 maratonov v 100 dneh, nekaj tako po obali, ne, joj, mislim, neverjeten je, res kapo dol. Vrhunsko, branje priporočam, če si bo kdo zaželil, mu jo tudi posodam, not je dogodivščin cel kup, za tiste, ki jim je to maratonsko potovanje všeč. Urban, zdaj te bo moram vprašati, tvoj primarno delovanje v štatu, ko sem jaz poznal, je bilo ukvarjanje s tehniko teka. Tudi jaz sem poskušal nekaj pol počenjati, takrat, ko sem še bolj tekljal,
Ampak, ko me je kdo vprašal, kaj je resnega, sem ga potem usmeril k Urbanu Praprotniku. Tudi sam sem bil na eni tvoji delavnici, res mi je bilo fajn, sem rekel, že zaradi tega, ker znaš tako dobro z večnim nasmehom predstaviti, res šarmantno, pa bom rekel, elokventno, si vse to podajo o tem, da smo res, se zabavali in še nekaj odnesli od tega. Je tehnika teka tisto, čemur bi vsak tekač moral posvečati pozornost, ali dovolj, da pač samo steče? Ja, to je zelo dobro vprašanje, kajti tukaj se postavi, tek je naravno gibanje in v bistvu se kot otroci tudi spontano, ko se naravno naučimo hoditi, se tudi naravno naučimo teči in tečemo. In če ostanemo pri tem, bi rekel, ja pa sej, kaj zdaj pri teku, da bomo zdaj neki prodajali, biznis delali iz te tehnike teka, če je pa to itak naravno gibanje. No, res je naravno gibanje, je pa tudi res, da je še nekaj bolj naravno od teka. Kaj je to? To je lenaba. Lenaba je varčevanje z energijo. In naše telo rado spontano izbira manjši napor. Če ima le možnost izbere manjši napor. In ker pa danes tečemo ne več bosi, ampak obuti v mehke tekaške copate in po urejenih podlagah, takrat naše telo lahko izbere manjši napor. In si toliko bolj spontano privošči manj čvrsto držo, bolj čakanje, da padeš na tla, namesto da bi aktivno stopil na tla, daljši dotik s tlemi in se nekako na nek način tečemo na tak, torej lenabni, to je tudi klecajoč način, ki je manj naporen, v danem trenutku manj naporen, ampak ima pa vrsto vzadi tudi v drobnem tisku minusov, kot so večje obremenitve na koleno, kolk, hrbtenico, pa tudi čisto drugačen občutek, ki ga pri tem čutiš, pa tudi manj krepilne učinke, ki bi lahko jih imel tek, če bi tekel ozaveščeno, v bistvu naravno, lahko rečemo na bosonogi način. Dobra tehnika teka je v bistvu bosonogi slog teka. Imam izkušnjo, v Novi Gorici je ponavadi bilo tako, sem imel delavnico, sem posnel ljudi, ki so tekli po asfaltu, obuti v mehke tekaške copate, in 90% njih je tekel tako, da jim je noga ušla naprej, tega niso vedeli, udarili so na peto, tudi tega niso vedeli. Večina tistih, ki pride na delavnico, že nekaj ve o tehniki teka in marsikdo, ko sem vprašal, kdo od vas udarja na peto, redko kdo dvigne roko. Kajti marsikdo zase misli, da ne, kajti tega udarca niti zares ne čuti. Ko sem sem rekel, kdor želi, pa naj steče je bil zraven tega asfalta en tak zelo trava, neravn teren, zelo tak grob teren, in sem jih posnel, ko so stekli po tem grobem terenu, levo, desno, luknjica, gor dol. In vsi so stekli to, kar smo se v bistvu potem učili. Torej, mehka obutev in urejena podlaga človeku omogočijo, da izbere lenobnejši slog. Zato moramo v bistvu nekako v sebi prebujati to, da čutimo, ozaveščamo svoje držo telesa, aktivno stopanje, ker potem tečemo dejansko drugače. Na primer, obremenitev za koleno so manjša, 30-40% manjša obremenitev na koleno, kot če padamo na tla. Tako da ta odnos in kot sem rekel, tudi te krepilni učinki, kajti ozaveščen tek, bosonogi slog teka, čeprav obuti v mehke tekaške copate, ti kot bosonogi tekač veš to razmišljanje, da če bomo bosi tekli, je pa to najboljši način teka. Obutev ima svoje pluse. Obutev je, sploh po zimi, je še posebej fajn, ker je toplo, ker nas zaščiti. Potem dodatne stvari so pri obutvi. Obutev je mehka podlaga, ki jo nosimo s seboj. To je obutev. Zdaj pa to mehko podlago lahko zlorabljamo, napačno uporabljamo, ali pa nekako ozavestimo in nam ne bo toliko škodila, oziroma bomo imeli večino koristi, ki jih v bistvu vsi želimo. Tako da ta način razmišljanja. In fora je, da je zelo
da je zelo malo časa treba, da začutiš pomembno razliko med lenobnejšim slogom teka, klecajočim in bolj aktivnim, bolj elastičnim slogom teka, in da ni težko to dojeti, se tudi naučiti. Bistveno teže je v bistvu potem pa naše telo natrenirati, utrditi, da potem tečemo s tem boljšim slogom teka. In tukaj velikokrat ljudje površno spet se lotijo stvari, kakor popravijo tehniko teka, ampak prehitro. Prehiter teč boljše je slabo. Z boljšim slogom teka se v bistvu moramo graditi to. In moja izkušnja je v bistvu, da če 30 sekund tečeš, če si prej tekel tako na raztegnen korak, udarc na peto, in potem začneš stopati bolj pod seboj, in če stopiš bolj pod seboj, sploh ne udariš na peto, to je to, se ne bremzaš, ne klecaš in tako, je 30 sekund dovolj, kajti je to krepitev stopal, mišic meč, ahilove tetive, stabilizacije sklepov, tako da to je treba dejansko vzeti nekako na dolgi rok. Raj pol leta, raj 1 leto privajanja kot na hitrco je pametno. Se pravi, ob vsem povedanem, kar si zdaj povedal, potem izbirate tekaških stopal, sploh ne rabi biti znanost, da so dosti široki in dolgi, morda malo prilagojeni, če si pronator, supinator, če smo že pri tem. Vse ostalo je pa v bistvu v tem, kako tečeš, ne pa da se zanašaš, da ti bodo copati delegirali oziroma diktirali, blažili. Velikokrat površno gledano rečemo, nekdo ima težave s koleni, pa rekel, čim mehkejše tekaške copate mora imeti. Pri tem pa čisto nič ne pomisli na svoj način teka. Če tako gledamo, ne bojo še tako mehki tekaški copati, ne bojo pomembno zmanjšali obremenitev na koleno. V bistvu bosonogi tekač, če teče pravilno, da stopi pod seboj, v primerjavi z zelo mehkimi tekaškimi copati, ko udarimo na peto, je bosa noga boljši amortizator kot mehki tekaški copati. Če pa mehke tekaške copati še primerno uporabljamo, je pa to. In kar si dejansko povedal, te 3 stvari, da so dovolj široki, da nas ne omejujejo, da so dovolj dolgi, da nohtov ne poškodujemo, in da debelina podplata, namreč, ko bo nekdo rekel, zdaj pa spet filozofirajo s tem, pronacija pronacija ne. Supinacija, pronacija je naravno gibanje. In to si želimo in to je to. Zdaj pa, če imam jaz debelina podplata, pa poveča navor, dolžino ročice v bistvu, ki vpliva na to. In v osnovi ljudje, ki tečejo bosi, imajo nagib lahko zmeren, ko pa debelina podplata se poveča, z obutvijo, se pa nagibanje poveča, in potem, če se z uporabo te copati pošvedrajo na notranji strani, so v osnovi že nagnjeni navznoter. In to je tisto, torej podpora na notranji strani stopala v tekaškem copatu ni zato, da mi bo spremenila način gibanja, ampak da ne bojo copati se prehitro pošvedrali po 3 mesecih in potem bom tekel res čisto prekomerno zvračal navznoter. Raztezanje da ali ne, tle šole so različne, eni so striktno proti, eni propagirajo to, moče zdrava mera raztezanja, vendarle vsem koristi, vsaj po teku. Morda bolj vprašanje, zakaj bi se sploh raztezali. Kajti, če vemo, zakaj se raztezamo, bomo tudi vedeli, kako se raztezati in kaj lahko od njega pričakujemo in česa ne. V šolah so nas učili, raztezi se, da ne boš imel naslednji dan muskel fibra. Ta učinek je v bistvu zanemarljiv. Torej, z raztezanjem ne bomo zmanjšali muskel fibra, ampak kajti muskel fiber je vnetje mišice, ki se zgodi zaradi mikropoškodbic. Mikropoškodbice so se pa zgodile med samim naporom in ne z raztezanjem ne bo zmanjšalo število mikropoškodbic, ki bi potem vplivali na ta odziv telesa, vnetni odziv v bistvu, ki zamuja. Torej, ne raztezamo zaradi tega. Mi raztezamo zato v rekreativnem športu, ta osnovno raztezanje, je zato, da zmanjšamo zakrčenost nekih tkiv. Pa imamo mišično zakrčenost, pa tudi zakrčenost oziroma zlepljanje vezivnih tkiv, kot so te fascije. In sedenje in tako nas v dlje časa biti v nekem položaju je prav gotovo vpliva na to in je
že sama hoja in tek deluje raztezno. Če pa še dodatno vidimo, da imamo v določenih mestih neke šibke točke, nekaj za krčenja, je pa prav gotovo smiselno raztezati. Ampak pri tem, naprimer, je kar par raztezanj, ki se splošno uporabljajo, ki pa jih po mojih razumevanju bi bilo boljš se izogibati. Kajti marsikatera raztezna vaja za zadnje stegenske mišice in meča ne razteza zadnjih stegenskih mišic in meč, ampak živc. To je pa išijadični živc. In obstaja jogi poškodba, ki ji rečejo jogi zadnica, ki začne boleti v zadnici. In zakaj ravno pri jogi, ljudeh, ki jogo izvajajo? Zato, ker imajo veliko teh predklonov, sploh pri ljudeh, ki tega niso delali redno in sistematično. Če se tega lotimo bolj na hiter, si lahko poškodujemo živce zaradi zelo običajnega raztezanja, ki se večinoma uporablja. Tako da, ko raztezamo mišice meč in zadnje stegenske mišice, bodimo pazljivi, da ne raztezamo pri tem tudi živca. No, Jasmina, zdaj bo vprašanje zate, ne? Ja, dajmo malo raztezati. Da je to... In zdaj, filozofija, a je raztezanje fajn ali ne, evo, že fajn je, a ni fajn? Noro, zdaj bo še malo kvadricepsi pa bo. Grede, te Jasmina lahko vprašam, pa ne bom te vprašal, ali je veganstvo superiornejše od vsejedstva, ampak predvsem to, ali je veganstvo eno načinov, ali pa eden glavnih načinov, mogoče pomembnih načinov, ki te sili, da se ukvarjaš z lastno hrano, oziroma s pripravo lastne hrane. Se pravi, to je pa dejavnost, ki danes posvečamo premalo pozornosti. Pa naj si bo vegan, vse jedeti kdorkoli. Pri veganstvu pa vendarle moraš dati več pozornosti tudi temu. Ampak hrana je tako pomembna, da je prav, da vsi ne imamo pozornost do tega, kaj jemo. Tako da mislim, da to ni na ekskluziva rastlinojedov. Tako vabljen, vsak naj se poglobi v to, kar je, zato ker hrana vpliva na naše počutje, na naše zdravje. Preveč pomembna je, da bi jo prepustili izključno drugim industrijam, ki nam ne prodaja to, kar je dobro, zdravo, ampak to, kar se prodaja, kar naredijo okusnejše, sladko, v dolgi rok trajanja. Tako da vsekakor, je. Mogoče smo vegani še malo bolj nagnjeni k temu, da nas zanima, kaj dajemo vase in da smo precej bolj striktni pri tem, česa pa nočemo, ker imamo mogoče malenko še bolj izostren občutek, ne vem, da počutimo, po čem se počutimo dobro, ali pa po čem smo zaspani, pa se nam nič ne da, ali po čem pa čutimo, da imamo energijo, da bomo kos izzivom, ki nas čakajo, ampak sicer pa ne, hrana je odgovorno početje in tako jo jemljimo. In sladko, okusno. Lepo povedano. Uro pa pol se že pogovarjamo, super je, počasi bomo tole zaključili, ampak ne preden vaju povprašamo o vajnih legendarnih tekaških popotovanjih. Naj si bo z Ljubljane na Bled, naj si bilo z Ljubljane na morje, peš ali pa tekaško. Neverjetne razdalje so mi ljudje tudi pravi, ki so bili zraven, so naredili, pa niso mislili, da so sposobni odteči ali maraton na 60 km. Vajen pristop je prav poseben, nekaj teka, nekaj hoje, veliko postojank in tako naprej, druženja in ljudi pripeljata, da naredijo stvari, ki jih drugače sami nikoli ne bi. Tudi v lanskem letu, kljub temu, da je bilo koronsko, sta uspela spraviti cel kup projektov skozi, sem tam videl. Tako da, kakšni so plani za letos? Lepi so plani, sam da se odpre. Torej, spet si želimo jeti peš iz Ljubljane v Koper, to je 4-dnevni podvig. Želimo si jeti peš hoja iz Ljubljane do Bleda v 2 dneh, da v Kranju prespimo in si ogledamo čudoviti Kranj. A nas boš prišel pogledati? Ja, prosim, z veseljem. Kranju sem pa živel kar nekaj let. Z veseljem. Tekaško ali pohodniško, kakor ste. Pridemo peške. Bomo tudi rekli iz Ljubljane na Bled. To pa en dan. V enem dnevu, tako. To so v osnovi te dolge stvari. Želimo, v bistvu vsako leto smo zdaj zadnjih vrsto let tekli vzdolž cele slovenske obale
In tako, kar radi rečemo, da vsak Slovenc mora priti na Triglav, jaz lahko dodam še, zelo lepo je pa tudi, če celo slovensko obalo prehodiš, mi jo večinoma pretečemo, razdelimo se v skupince in je fajn, 44 kilometrov slovenske obale. In je fajn, ko so bili tudi lani ena skupina iz Hrvaške in so pretekli celo slovensko obalo, pa sem pa jaz obljubil, naslednjič bomo pa mi celo Hrvaško obalo. Takrat, ko bomo v penziji, bomo to. Bravo, mislim, da poznam vsaj enega Slovenca, ki je to že naredil, ja, ampak ne s tem namenom. Mislim, da je Dušan Mrole enkrat tekel v obali, ampak takratni Jugoslaviji, no, tako da, ja, bomo spremljali ta projekt, če se ga boste lotila. Virtualno boste tekla zdaj le istrski maraton, z aprilom se odpira, bosta, ker sta ambasadora že od začetka sta, ne? Bova, in to kar po eni od tras. Iz Portoroža do Kopra pa nazaj. V Klanec ljubezni bo spustila. Ne. Ja, kaj ni. Pa moramo ga dodati. Mnogo bo dodala. 44 kilometrov pa tam šibava gor. Zdaj boš to v javnost, tako da morate ga dodati, zdaj ni druge. Čisto na konče, 2 let nazaj bo zdaj kmalu, se spomnim, da se na Beograjskem maratonu, pa nisem najdel objave, no moram poiskati objavo, se pravi, Samo Rugal je v moji knjigi takrat v predgovoru napisal, da sem jaz pač Rolling Stone slovenskega teka, ne, Urban Jasmina pa Beatlesa slovenskega teka in to ne objavi tudi potem, mislim, da je v kolumni na Siolu takrat napisal, objavil to na Facebooku in videla sta se na to odzvala, ne, in zapela in zaigrala. Zdaj pa čakava tebe, da biš. In jaz sem takrat obljubil, da bom to vrnil. Zdaj. Akcije, nama je šlo. Iskal sem, no, pa bom probal poiskati, pa dati v komentarje. Marko, tudi če ne, ni problem. Če že jaz moram sicer sebi najdete ene bele pajkice, pa zrezano majico, da bom kot Mick Jagger, pa obriti se moram, pa bom pa Start Me Up zagrul, da naredim kontro, ampak tisti posnetek je res super, no? Ti smo pa gledali dosti v Beogradu in smo se prav režala, ne, sem rekel noro. Ne? No, so ljudje, ki so tudi še bolj nori, kaj jaz gledam. Gledajte, to je kompliment. To tek dela, očitno to tek dela. Ok, mogoče čisto za konče, še kakšno misel, dajmo navdušiti še koga tam zunaj od 90% Slovencev, ki ne tečejo. Vem, da ima sta dosti motivacijskih misli pa napotkov, mogoče še kaj takega. Sonce se je naredil, pomlad je tam zunaj, ne glede na to, da pač traja tale lockdown, zdaj se je začel in tako naprej. Narave nam niso nam vzeli gibanja, mogoče eno popotnico ljudem tam zunaj, ki se hočejo gibati, pa mogoče ne vejo, kje se lotiti, pa kje začeti. Ja, ko se lotiš teka, se ga ne, tako kot sta bila 2 prijatelja in je imel zmenek z punco in je rekel, veš, danes popoldne se dobim z eno punco, pa ti jutri povem, kako je bilo, kako bo. In res naslednji dan ga vpraša, dej, Francel, dej povej, kako se je odrezala ta punca. Pa je rekel, ja, ne vpraš, nič ne bo iz tega. Veš kaj, na prvi zmenek je prišla kar z poročno obleko. Ko se lotimo teka, se ne poročimo z njim, da prvo, ampak se spogledujemo z njim. Se malo dotaknemo rahlo in v bistvu po ščepcih nekako prepujemo v sebi tekača. Na nek način je vsak od nas, tudi tisti, ki ne teče, je tekač. Sam v sebi moramo to prepoznati in nekako se izklesati v to, kar v bistvu smo. Tako da užitek potem sledi. Danes je najboljši dan za to, da začneš. Pomalem, nežno, prijazno do sebe, neguješ se s tekom, ne pa matraš, ampak tek ti pomaga, da boš mogoče postala še mičkeno boljša različica samega sebe.
Kaj Jaz dodati? grem, boš mač. Ti si že Kaj dodati, te dva in dve misli bom pač dal tudi v otvoritev, ker se mi zdi tako simpatični in tako pomenljivi, da začnem ta... Vračam pozdrave, sem vedel, da z respektom sem šel ta pogovor, ker ste vendarle Smo le dva, ja. Sta le dva, ja, tako bravo, ja, sta le dva. Močna. Ja, to tle tega ni za podcenjevati, ampak res sem užival v tem pogovoru, sem se zabaval. Tle imam še milijon vprašanj, ampak res bo to počakalo naslednjič. Jaz mislim, da časa imamo še dovolj, da še kdaj tole ponovimo, spoštovani. In cenjeni tam zunaj, to je bila 32. epizoda podcasta. Tole boste morali deliti, všečkati, komentirati na vsak način, boste tale, bo rekel, to košaro tekaških modrosti, uri pa pol in še več želeli poslušati še večkrat. Urban, Jasmina, jaz se vama iz srca zahvaljujem za vajen čas in energijo. Tudi mi dva se ti zahvaljujeva. Hvala ti za povabilo v tvojo družbo. Vedno te je lepo srečati. Tako da, tudi v živo. Tudi v živo in vedno se mi zdi, da debate, kot so, sploh v živo so še toliko bolj enostavne. Tako da, fajn, ko bo to mimo, pa bomo lahko v živo naredili naslednji podcast, da bo to... Namreč fajn je postavljati zanimive vprašanja in iskati nove odgovore na njih. Kaj, če bi naslednjič midva njega? Naslednjič, Marko, si pa ti manj. Včasih je teže biti gost kot gostitelj. Ja, to v redu. Vse gostitelj, a si ti že bil gost v svoji oddaji? Nekdo mi zadnjič je rekel, da mogoče pa bi bilo pa to hecno, pa sem rekel, za 100. oddajo bom pa to naredil, ker bom najprej posnel vprašanja, potem pa še odgovore. Ja. Tako, to bo tudi posebna bipolarna poloddaja. Ja, se sam pogovarjam, ampak pustimo to za naslednjič. Super je bilo, jaz upam, da se čim prej v živo srečamo. Če ne v Ljubljani, v Kranju, če ne v Kranju, pač pa na Bledu, ko pridete gor. Jaz sama želim, rekel, fantastičen dan še naprej. Ja, pa da enako. Srečno. Dober tek. Ja, in na zdravje. Ja. Čau, hvala. Čau. Ja, srečno.